Mimogrede na olimpijskih igrah. Pod vokom kurimo v Pekingu in doma. Čeprav je kitajska gastronomska tradicija ena najstarejših in čeprav so Kitajci obsedeni s hrano, je prav nenavadno, kako malo pozornosti namenjajo sladkim jedem oziroma sladicam. Sladke jedi praviloma postrežejo kar vmes med obedom, sladico kot tako pa le ob bolj formalnih obedih z mednarodno zasedbo, pa še takrat največkrat le sveže, kandirano ali konzervirano sadje, pravi Uroš Lipušček, nekdanji dopisnik RTV Slovenija iz Kitajske. No, nimajo. To je tudi nas presenetilo, na koncu nikoli ni bilo sladice, no, ampak če so bili Evropejci, so oni zmeraj na koncu dali neko sladico, ampak to dajo recimo iz banan, iz raznih vrst eksotičnega sadja, ki ga mi tukaj skoraj da ne poznamo oziroma ga ne jemo, in so tiste stvari so zelo dobre. Mimogrede na olimpijskih igrah. Peking doma. Tudi v slovenskih kitajskih restavracijah je ponavadi najkrajši del menija namenjen prav sladicam. Vse se bolj ali manj začne in konča pri ocvrtih bananah in ananasu ter ocvrtem sladoledu, ki je še ena pogruntavščina ameriško-kitajske kuhinje. Med tradicionalne kitajske sladice sicer štejemo tapioko in rižev puding, jedi sladkim rdečim fižolom in podobno. Uživanje tradicionalnih kitajskih sladic pa je pogosto povezano s čaščenjem lune. Sinologinja in antropologinja Maja Veselič z oddelka za azijske študije Filozofske fakultete v Ljubljani. Sladica kot nek poseben del obroka na kitajskem ne obstaja, mislim v tej kitajskem načinu prehranjevanja. Seveda danes lahko najdete polno pekarn oziroma slaščičarn, kjer kupite neke sladice, se lahko posladkate z njimi, ampak to pa ne pomeni, da Kitajci nimajo sladkih jedi. Pomembne so te sladke stvari, ki so narejene iz rdečega fižola, ki je potem oblečena okrog s testom oziroma iz tega lepljivega riža. To je ena taka posebna vrsta riža, ki je izjemno lepljiv, žvečljiv tudi tak. In potem ocvrt in potresen s sezamom recimo. Ali pa zdaj, ko govorimo se bliža kitajsko novo leto, ena od jedi, ki so take kroglice, zopet iz riža, lepljivega narejene, polnjene recimo s sezamom, v taki sladki juhi, to je do prvi polni luni v novem letu. Druga taka jed pa je mooncake ali lunin kolač, ki ga tradicionalno jedo ob prvi jesenski polni luni, konec septembra ali na začetku oktobra. Gre za kolač iz krhkega testa, na katerem so odtisnjene pismenke z dobrimi željami, napolnjen sladko pasto iz lotosovih semen, sladkega fižola, pasto iz oreščkov ali sadnim nadevom. Lunin kolač je simbol združitve, zato ga vedno razlomijo in razdelijo med vsaj 6 ljudi. Mooncake prodajajo tudi pri nas, praviloma jeseni v kitajskih trgovinah s hrano, pravi kuhar in turistični delavec Cajgen Huan iz Ljubljane in dodaja. Sweet dishes in China is actually less important than the main dishes. Traditionally... Sladke jedi na Kitajskem so precej manj pomembne kot glavne jedi. Tradicionalne kitajske sladke jedi so praviloma zelo zapletene in zahtevajo dolgotrajno pripravo, jemo pa jih predvsem kot prigrizek ob čaju ali v času praznikov. Večino danes na Kitajskem najbolj priljubljenih slaščic pa smo povzeli po Evropejcih. Kitajci obožujejo sladoled, tudi take z nenavadnimi okusi ingverja, čaja ali rdečega fižola. Sicer pa je ena najbolj priljubljenih slaščic na Kitajskem mala jajčna tortica, egg tart, ki so jih skopirali od Angležev oziroma Portugalcev. Te boste poleg ostalih sladkih jedi po evropskem zgledu lahko po celotni Kitajski dobili v brezštevilnih malih pekarnah, pa tudi v dim sum restauracijah v različnih drobnih izvedbah. Vse v zraku mirno. Na polju samo tih vetrc se z rižem poigrava. Mimogrede na olimpijskih igrah.